Evo, lepo pozdravljeni, svoje govorce že vidim tamle. Sledi panel, v katerem bomo 1 uro namenili marketingu, ki se nenehno razvija, in podjetja, ki želijo ostati pred konkurenco, se bodo mogla seveda prilagoditi in preizkusiti nove tehnologije, nove strategije ubrati. Pojavlja se vedno več novih tehnologij, od virtualne resničnosti do umetne inteligence, glasovnega iskanja in tako dalje, ki pač jih lahko uporabite za doseganje novih strank. Danes z mano 2 strokovnjaka z dolgoletnimi izkušnjami. Danes imam samo 2, zelo veliko govorita, tako da bo 1 ura zagotovo premalo. Vodita agenciji, ki znamkam nudita poslovno-marketinške rešitve. Z mano danes Andraž Štalec iz agencije Red Orbit in pa Peter Vidmar iz agencije 101. Živjo, se slišimo? Živjo, slišimo. Ste, superca. Andraž? Ne vidim ga, zdaj nekam zginil, upam, da je z nama. Še sem tukaj. Še si, dobro, okej, superca. Čakaj, samo da dam jaz malo bolj na glas, da vaju dobro slišim. Tako, evo, super. Tako da ja, tudi želim si take odprte debate, tako da jaz prosim za vaša vprašanja, mnenja, komentarje, so dobrodošla, tako da tule imate res 2 top strokovnjaka, tako da jih izkoristite, dokler sta tule na voljo. Tako da dajte lepo prosim na kratko se predstaviti, kaj počnete, predvsem pa mogoče kakšne zadnje projekte, take nekatere, vem, da jih je ogromno, ampak na take, na katere ste recimo res ponosna, no, kaj je tako najbolj aktualnega. Dajmo pa besedi, no, Andraž, dajmo s tabo, no. Kako ste to začeli? Živjo. V Red Orbitu mi se ukvarjamo predvsem v skladu s konferenčnim naslovom, rekel, Scale Up Businessa na Digitalu, se pravi, večino naših klientov so podjetja, ki hočejo nekako en velik napredek narediti na digitalnem področju, pa ne govorimo samo o marketingu ali pa o tem tipičnih kanalih na digitalu, kot so Facebook, Google, TikTok in podobne, ampak mogoče celo bolj s strateškega pristopa, kako razvijati samo poslovanje na spletu, zato da dosegajo svoje poslovne cilje. Tako da pokrijemo vse od onih, kako sem prej naštel, klasičnih oglaševalskih ali pa komunikacijskih kanalov do e-maila, predvsem pa mogoče še največ fokusa pri nas v zadnjem času, v zadnjih parih letih je na podatkih, obdelava podatkov, analitiki in podobne zadeve. Na kaj si ponosen, kaj delate? Kakšen projekt bi kaj izpostavil? Ne bom izpostavljal, namenoma ne bom izpostavljal enega projekta ali pa ene kampanje, tako bom rekel, zaradi tega, ker to mogoče malo niti ni v skladu z mojo ali pa našo filozofijo, ker kampanjske zadeve so super, shiny, bright things, ki sigurno koristijo prepoznavnosti blagovne znamke ali pa na koncu včasih tudi prodaji. Bom prej, mi se, tako kot sem prej rekel, bolj fokusiramo na strateško, dolgoročno rast poslovanja, kjer pa gradimo počasi Lego kocke gor eno na drugo. Tako da delamo pa praktično, če pogledate ta velike retailerje v Sloveniji, polovica približno je naših, pa večinoma veliko velikih podjetij iz Slovenije in regije, bom rekel. Super. Peter? Ja, evo, pozdravljeni. Agencija 101, evo, mi smo 15 let na trgu, mogoče malo drugače, kot je Andraž omenil, mi smo strateška kreativna agencija, to bi bil naš primarni fokus, je pa tudi res, da smo digital native in tudi, bom rekel, 75% vsega posla, ki ga naredimo, je praktično digitalnega. Delujemo moram vedno razmisliti o 12 državah, nekje imamo svoje pisarne, nekje imamo partnerje, tako da, bom rekel, pokrivamo regijo, pa potem še malo severno gor od Avstrije dalje. Kar se tiče samih projektov, tudi jaz ne bi direktno nekoga izpostavljal od naročnikov, ampak bi rekel, da smo pa ponosni na to, da še vedno delamo s prvim naročnikom, se pravi, da očitno delamo nekaj prav.
Fokus pa seveda je, bom rekel, strateško zasledovanje ciljev, razumevanje poslovnih modelov, ki jih imajo naši naročniki, pa po drugi strani potem nudenje strateških rešitev, tako marketinških kot komunikacijskih, da privedejo potem do tistih ključnih KPI-jev, ki jih pa, bom rekel, vsa podjetja na koncu zasledujejo. Je pa tako. Odlično, super, hvala. Gremo naprej in dajmo raziskati, da rečem, ene ključne trende, ki bodo krojili nekako prihodnost digitalnega marketinga in kako jih seveda vi lahko izkoristite. In najprej na začetku, da razčistimo zadevo, ker se o ChatGPT-ju pač konstantno nenehno govori, a ne? In se je precej enega strahu, negotovosti in tako naprej, pa me zanima, a bomo marketingaši, copywriteri, social media menedžerji in tako dalje imeli sploh še kaj dela v prihodnosti, ker pravijo, da bo vse delovno mesto, tako da sploh ne bo treba nič nobenega imeti praktično. Peter, ti si zadnjič rekel, da so se vse službe z tehnologijami nekako preoblikovale, transformirale in da niso izumrle. Tako da povej, no, kaj je tvoje mnenje? Ne, jaz bi rekel, da to je podobna zgodba, tako kot je bila takrat, ravno to sva se zadnjič pogovarjala, kot neke naše agencijsko mnenje, kar rekel je, da kot je bila industrijska revolucija, je takrat bil blazen strah, da bodo ljudje zaradi uvedbe parnega stroja izgubili dela. V resnici se je pa njihov job spremenil na ta način, da so jim orodja, se je transformiralo normalno, ampak so pa določene zadeve olajšale njihovo delo, ne vem, kmetovanje, traktor in tako dalje, Tako da tehnologija, ja, vedno je neka grožnja, ampak po drugi strani pa pomaga reševati probleme, transformira delovna mesta. Sicer za tistega, ki mu sprememba ni stalnica, je to malo težje, to je klasika, ampak se tudi vsak, bom rekel, malo upira spremembi. Seveda tudi sicer prinaša določena tveganja, tudi AI normalno, ki je, bom rekel, neka fama okrog tega, ampak po drugi strani se pa z regulativami pa z nekimi pravimi pristopi da zadeve zamejiti in rešiti. Kar se samega OpenAI ali pa ChatGPT-ja, kar se tega tiče, ga uporabljamo že od vsega začetka, odkar je bila zadeva odprta. Brali smo že dosti prej, pa se izobraževali na to temo in ga imamo v vsakdanjem procesih, ga imamo non-stop prisotnega, kar ne pomeni, da je kakšen copywriter ali pa social media manager izgubil job, ampak mu je samo določene stvari olajšal, kar pomeni, da dobimo še kakšen drug angle, v katerem v tistem trenutku ne razmišljamo in smo tako še, bom rekel, še bolj učinkoviti, lažje iščemo ta svoj extra mile, kakorkoli. In pač zavedati se pa moramo, da je tudi ChatGPT, bom rekel, zgolj orodje, ki je nek bralnik iz nevronskih mrež vsebin, ki zbira podatke, jih pomaga zapisati. Zelo je pa pomembno pri nas, da ga razumemo, kako deluje, kako naslavljati s pravilnimi vprašanji, kako segmentirati potem podatke in tako dalje in kodirati. Tako da jaz mislim, da to so edine priložnosti. Je pa tudi res, da jaz raje gledam kozarec na pol poln, kakor prazno. Tako da bomo pa še videli, kaj se bo zgodilo. Ok, torej optimist. Andraž, kaj ti praviš? Jaz se zelo strinjam s tem, kar je Peter rekel. Jaz mislim, da pač sploh ne smemo govoriti o revoluciji, ker vsaka revolucija, če gledaš zgodovinsko nazaj, je bila skoraj bolj evolucija kot revolucija in v vsaki revoluciji / evoluciji lahko znajdeš zmagovalci in poražence. Pa ne govorim zdaj, da bojo res drastični poraženci, ampak v vsaki spremembi, če si pripravljen spremeniti, lahko se znajdeš, iz tega prideš še boljši in še močnejši. Problem je, tako kot je že Peter malo omenil, če ti nisi agilen. In jaz mislim, da vsi, ki tako rekel, pa daj, cut the bullshit, vem, da smo uradna konferenca, ampak let's be honest. Jaz mislim, da čisto vsak job na tem svetu je ogrožen v taki obliki, kot je zdaj. Pač, včeraj smo imeli tudi eno debato na DMS-ju. Jaz mislim, da če ne prej bo jeseni začeli pokati po vseh PR-ovcih, copywriterjih itd., če ne bojo spremenili how they do their job. 3 mesece jim še dam. Pač, ker zakaj bi jaz rabil PR-ovca, da mi spiše 2-3 ure da mi PR spiše, če mi ga ChatGPT spiše v 3 minutah, če mu dam dober input.
To ne pravim, da bomo ostali brez službe, tako kot si ti rekla. Ostali bojo nekateri brez službe in to bojo tisti, ki bojo rekli, jaz se pa tem novi dobi, novi evoluciji trga dela ali pa how we work ne bomo prilagodili. Pač ni spasa, po domač povedan, drugače pa ali bojo zaradi umetne inteligence ostali ljudje na cesti kar po defaultu, to pa sigurno ne. To se pa absolutno strinjam. Tako da v tem moramo iskati sigurno priložnost, pa olajšali nam bo ogromno težko. So pa plusi pa minusi, pač vsaki, tako kot je pač smo se mogli naučiti 5 let nazaj ali pa 10 let nazaj delati za Facebookom, zdaj na pamet govorim, ker je bila nova platforma, pa 2, 3 leta nazaj s TikTokom, se bomo mogli zdaj naučiti vsi delati z ChatGPT-jem. Je pa ChatGPT, to, kar zdaj navzun vidimo, ChatGPT, to je igračka, to so legice za otroke. In kaj je v ozadju, v resnici AI pomeni, pa machine learning pomeni in kaj se vse da delati, to je zdaj samo res en košček ledene gore, ki jo vidimo. No. In se mi zdi, da je tudi malo preveč lahkotno vsi jemljajo, ja, to so malo igračkam. Vse, kar je mene strah, je, da pred enim letom smo v tehnoloških sferi smo zelo veliko že govorili o AI-ju. Že 5 let, AI. Ja. Dokler ni ChatGPT letos januarja lani, konec decembra eksplodiral, splošna javnost o tem ni govorila. In kar je mene strah, da percepcija AI-ja v splošni javnosti je, to greš kaj gor, pa ti napiše en spis, ali pa eno pesemco. V resnici pa to ni AI. In to bo pa treba percepcijo spreminjati skozi dobre case, kako se uporablja. Dajmo še malo naprej. Andraž, saj veš, da te malo stokam, pa si pred kratkim na LinkedInu en post napisal, glih o tem, da se bojo marketinški oddelki mogli spremeniti in preoblikovati, da bo treba dati večji fokus na agilnost in da se bojo pač procesi mogli prilagoditi in tako dalje. Daj malo povej, kako si to predstavljaš ali pa kako si predstavljaš ali pa kako bi to, ne vem, kako boš to naredil v svojem podjetju, če tako rečem. Kako bi bilo idealno, ajde rečemo. Kako bi bilo idealno, mislim, da ničemo odgovor na to, ker bomo še sproti videli, kaj se je treba na koncu narediti, ampak kakšen je moj pogled trenutno je. Malo bom zdaj poenostavil zadeve, zato da nam šli preveč v detaljčke, ampak v osnovi marketing dokaj simpel. Pač na eni strani marketing, če gremo v stare modele ali pa stare, osnovne modele marketinga, imaš 7 P-jev od product pricinga in podobnega, ki marketing vlada do obvladovanja različnih komunikacijskih in tržiških kanalov, do strategije, pa insightov, iz katere strategija temelji, pa kreative, kot je Peter omenil in podobne zadeve. To vse deluje, to še zmeraj bo delovalo. Ampak če pogledamo, kaj se je zdaj v zadnjih 50-60 letih dogajalo tukaj, so bile nekako te kompetence bolj ali ne dovolj. Tudi z razvojem in vzponom digitala in social media v osnovi, res v osnovni esenci marketing se drastično ni spreminjal, samo mogo se naučiti, zdaj pa kreativa, ki je prej bila na TV-ju, moram jo malo prilagoditi, poenostavljam, ampak še zmeraj prilagoditi za digitalne kanale. Kar zdaj prihaja je, da kam gre marketing postaja na eni strani predvsej bolj performance driven, pa ne tako, kot smo ga mi že zadnjih 10 let, da si malo gledal, koliko je cena na klik, pa podobne zadeve na Google, ampak res data performance driven in povezan in veliko močneje vpet v vse ostale spore organizacije, od IT-ja do dejansko, pa mogoče bomo o tem še kaj kasneje govorili, zbiranje, obdelave in podatkov. In da povezani bomo bolj s tehnologijo. AI in ChatGPT-ja, pa pustimo še enkrat, da grem jaz na online platformo, pa napišem ChatGPT, da mi pesemco napiše. Resne uporabe AI-ja. Mi marketingaši z klasičnimi znanji nismo sposobni implementirati. In bomo mogli, če ne, naučiti se tega, saj zelo, zelo dobro razviti kompetence, kako se pogovarjati zdaj pa z implementatorji, z IT-ovci, kdo bo to implementiral, zato da bomo lahko sodobni marketing sploh še resnično upravljali in vodili naprej. Na drugi strani pa to zahteva tudi veliko večjo agilnost oddelkov in same organizacije.
Ker kolikor mislimo, da v Sloveniji smo agilni, mogoče s kakšne startupi še so, večina slovenskih firm je še zmeraj zelo, zelo neagilnih. Pri organizacijski strukturi, sprejemanju odločitev, hitrosti, reagiranja na trg, smo še zmeraj zelo počasni in neagilni. Ok, cool. Bomo mogoče še vmes malo se vrnili pa Če sem nekaj dodam tukaj zraven. Ja, itak, dej. Ja, okej. Jaz se absolutno s tem strinjam, ne. Tudi če želiš neko dobro zgodbo narediti, rabiš povezanost oddelkov, ampak je ključna težava, ne samo v slovenskih podjetjih, tudi malo širše, ga spremljam, je to, da marketing v podjetjih ni strateška funkcija. In ker marketing ni strateška funkcija, je to posledično potem se kot domine podre vse ostale funkcije. Vedno je fokus na prodaji, ampak marketing in prodaja gresta z roko v roki v osnovi, ne. In če bi, bom rekel, integracija bi bila pravilna in če bi CEO-ji tudi razumeli ta del, bi bili tudi firme bistveno uspešne. Ne vem, jaz sem po izobrazbi elektroinženir, recimo, ne, ker sem v marketingu, ne, ampak na elektrofaksu je bilo to vedno, je bila fama okoli tega, da marketing je brez veze, se tega ne rabiš, ne, ti moraš biti dober inženir, ne, in potem se bo itak samo prodalo, ne, ampak v resnici kdo je ta samo, ne, ker to se nikoli samo ne proda, oziroma razen če te slučajno nekdo handpikat najde tvoj produkt, ali pa bom rekel storitev, ki si jo dobro premislil, dobro zastavil, se pravi, znanja imamo ogromno, ne, ampak po drugi strani prodati se pa ne znamo glih tako dobro, ne. In bom rekel, to, kar je tudi Andraž omenil in se zelo strinjam, ja, marsikdo bo izgubil svoj job, zaradi tega, ker se ni pripravljen transformirati in razmišljati, bom rekel, v smeri, kaj mu nova tehnologija lahko omogoči in zaradi katere je lahko agilnejši, uspešnejši, in nasplošno bolj tržno zanimiv, ne. Veš, kaj je dobro rekel, ne? Ti si elektro, pa so govorili vam, jaz sem pa free, isti konc. Marketing je brez veze, ampak še zmeraj obstaja, se pravi, en prepad, oziroma en point je to, da pač ni strateška funkcija, še hujš je pa, in to se sam stopnjuje, je pa, da večina direktorjev, ali pa večina management kadra, vodilnih kadrov, pa ni tehnološko podkovani, da bi razumeli res tehnologijo. In potem ti reče, zdaj živimo v dobi AI-ja in tehnologiji, in ti reče, pač tam je prebral v časopisu, AI je pomemben, in reče svojemu CIO-ju, se pravi, information officerju, rabimo AI in on mu lahko natve skarče. Itak jaz kot direktor, zdaj bom grdo rekel, pojma nimamo temu, in v bistvu večina podjetij, pa se čisto strinjam, širše od Slovenije, večina podjetij je zaradi pomanjkanja razumevanja, kaj vse to pomeni, niti vodenje stališče prodaje, niti stališče marketinga, ampak je who's running the business, je technology vzad. In se cela firma, cela strategija poslovanja prilagaja tehnologijo. Mi imamo, tam je IT oddelek, ki je implementiral zdaj pa ostali uporabite, amben ga ni vprašal, IT, amben ga ni vprašal, zakaj to rabite in kako bo to uporabljali, ampak to imate, zdaj se pa znajte. In ta prepad je skozi večji. Ker v marketingu je tudi vedno tako bilo, ne, da dobra rešitev je tista, ne, ker je tehnologija zadaj, ampak ne veš, da je zadaj, ne, jo ne opaziš, ne, zaradi tega, ker je komunikacijsko dobro speljano, pravilno zoglaševano in tako dalje, ne. Zdaj, pred leti smo imeli buzzword okrog digitalne transformacije, smart cities, IoT in tako dalje, ne, in takrat je bilo tudi, marsikakšna velika firma je šla v sisteme, ne vem, ali SAP-ov, Hybris, ali marsikaj, ali bom rekel Salesforce, kakšno zadevo so vzeli in so jo vzeli zato, da so jo vzeli, ne, ker je bilo to cool, ne, ker to rabiš, da si se digitalno transformiral, ne, ampak v resnici, če se ti nisi poslovnega modela spremenil, če ti nisi procesno stvari spremenil, ne, si pač dal 1, 2 milijonov noter v neko tehnologijo, ne, in potem na koncu agencije oklical, če ti lahko sprogramira zaradi tega, ker je pri SAP-u predrago, ne, jaz nekaj teh zgodb, ne, ampak In tukaj bo po mojem zelo podobno se zgodilo, no. Tako, zdaj je ta ChatGPT, ki je, bom rekel, nek bralnik vsebin, pa nek zbiralnik, ni nič kaj drugega, ne. Se ga da zelo dobro zapeljati, pa komunikacijsko rešiti, pa rešuješ, marsikakšne probleme lahko z njim, ja, ampak zaresna AI tehnologija šele prihaja in tudi to bo še zelo, zelo zanimivo, no, zato ker če se osnove ne razume dobro, potem, ko zadeve postanejo kompleksnejše, bom rekel, je lahko tudi gre zelo kaj narobe kdaj, ne, in
pa zna tudi kakšno podjetje pas zaradi tega, ker bo naredil kakšen failer, zaradi tega, ker je neke basic ravni, pa se ni dobro na C-levelu tega razumelo. Ne? Peter, ti si rekel, da ste AI začeli raziskovati in se poglabljati v njega že, ne vem, let, 2 nazaj, ne? Tako da, ne, da to ni zdaj prišlo, ne, od zdaj, ne? Ne, ni prišlo. Rekel, jaz sem že prej bil z inštitutom Jožef Stefan veliko na vezi in pač poznam tudi ljudi, ki se že 30 let praktično skoraj ukvarjajo z razvojem AI-ja. Je pa ChatGPT prva takšna stvar, ki je nek boom naredila, ne? Ampak bom rekel, to je zelo površinsko še zaenkrat, ne? Tako da bom rekel, ta zaresen machine learning, ta zaresne zgodbe šele prihajajo. Seveda smo pa pač integrirali tam, kjer se nam je zdelo to smiselno, pri določenih naročnikih, kjer rešujemo neke, bom rekel, probleme oziroma neke izzive, ki jih imajo glede na vezane na njihov poslovni model, na blagovno znamko in tako dalje, ne. No, AI smo vsi verjetno gledali tako, da je že 20 let se govori o tem, ampak je bilo v bistvu vse na bazi nekega raziskovanja in nič konkretnega, tako da zdaj verjetno se bo odrolala neka tehnologija, je zares zrela postala, ki bo pač lahko naprej, bomo lahko marsikaj gradili naprej, no. Ampak dajmo ostati pri tem. Jaz bom skočil, vem, da hočeš naprej. Dej, no, okej, no. Veš, kaj je fora? 20 let smo govorili, pa na faksu smo se učili AI, pa it's all the same, ampak 5 let se res govori, moramo o AI. Zdaj si kar naenkrat si rekla, zdaj pa ChatGPT pa se bo, ne bo se. ChatGPT je spajkal tako gor zaradi enega samega razloga, mogoče zdaj poenostavim, moj razlog je zaradi tega, ker se ti lahko preklopiš na bazo, ki jo ima on. On ima bazo interneta do 2021 poskrepano in ti napišeš, daj mi to pa to naredi in on ima bazo. AI ni šanse, da ti implementiraš pri sebi, če nimaš baze podatkov urejene. In večina firm tega nima. Dokler ti nimaš strukturiranih podatkov pravilno, ti ne moreš resno se lotiš nobenega AI problema. In to, jaz mislim, da to tudi splošno javnost misli, zdaj pa AI zaživel. Bo, ampak bo na bazi od enega drugega, to ni pol tvoj integriran AI. Vse se da tehnologijo uporabiti, ampak korak 1 je uredi svoje podatke. No, začni zbirati podatke, korak 1, korak 2 je uredi svoje podatke. Ok, hvala za šolanje. Gremo še, torej, hodila sem ostati na AI-ju in na tem, kako se je Peter in Agencija 101 lotila z tele virtualne pomočnice za Merkur. Peter, nam malo več poveš o tem, kako ste začeli sodelovanje, oziroma kako je prišlo do rešitve, no? Ker je relativno taka nova stvar v Sloveniji, no? Tukaj v marketingu je vedno zelo važno, da si kje prvi, ne? Bolj kot karkoli drugega včasih, ampak tukaj smo dejansko reševali realen problem, ker je pač Merkur kot blagovna znamka ima njihov brand promise nekako, da kupec pride tam tudi po nasvet napram konkurenci, kjer to v osnovi ne drži, s tem, da pol seveda vemo, kako je to s kadrom in kako so bom rekel, prepuščaš preveč človeškemu faktorju, posameznikovem zadovoljstvu ali nezadovoljstvu, kako bo z nekom na prodajnem mestu reagiral, kar pa potem, bom rekel, za ponakupno namero dosti lahko vpliva glede tistega, ki je že prišel noter, ne, v trgovino, ne. Tako da ta Maja, tako imenovan orodje, je v bistvu na eni strani pomaga samemu trgovcu oziroma, bom rekel, prodajalcu, da lahko posrča zaenkrat v kategoriji vrt noter za neke dodatna vprašanja, ker vemo, da kdaj pride kakšna mamica pa vpraša, ja, katere barve so letos moderne za mojega otroka za sobo, ne, potem pa kako neono se to ve, ne. Tako da tle pa so, bom rekel, rešuje orodje nek tak osnovn problem. Na drugi strani smo ga pa integrirali tudi na spletno mesto, kjer lahko najdeš neka dodatna vprašanja, da ne rabiš jih srčati vse povsod, ne. Zdaj se bo pa to širilo še na ostale kategorije, ne, tako da v kombinaciji z nekimi projektnimi pisarnami, showroomi in tudi takimi stvarmi potem lahko to zaživi kot neka celota, ne. Tako da, ja, mogoče bi izpostavil en drug case, ki smo ga delali, imenovan Gasterbiter, in sicer je bil narejen za NGO, za delavsko svetovalnico,
kjer imajo pa nek realen problem, kjer tujci, ki prihajajo v Slovenijo in ki jih pač, bom rekel, slovenska podjetja novačijo, dejansko svojega legislationa se ne znajo pretolmačati, ne. Se pravi, kakšne so slovenska zakonodaja, kako funkcionira, kakšne so njihove pravice in tako dalje. Tako da smo preko gastarbeiterja v ta legislation smo notri zbrali in jim to tolmačil 110 jezikov, ne. Tukaj imamo pa pač, bom rekel, nek moment, kjer bom rekel neki malo bolj ogroženi skupini, ki je po sili razmer tukaj ali kakorkoli, ali v iskanju službe, jim pomaga, da se ne dogajajo kakšne stvari, ki so se pred kratkim dosti komunicirale po medijih, ne. Evo, tako na hitro. Na hitro, dobro, hvala ti. Gremo naprej recimo na nove tehnologije, ja, v katerih se pač piše, da bodo neki trendi v prihodnjih letih. Razširjena in navidezna resničnost, o kateri tudi govorimo že kar nekaj časa, pa se seveda tehnologija razvija počasi. Pač marketingaši bodo mogli znati tudi te stvari nekako približati podjetjem, zato da bodo lahko neke izkušnje potrošnikom približali. Koliko smo blizu ali pa koliko smo daleč od, Andraž, koliko recimo je pri vas, da rečem, povpraševanja ali pa koliko se usmerjate v to, no? To je ful dobro vprašanje, mogoče celo širše v zastavu odgovor, ne samo na to AR pa VR, ampak v tujini se, če malo poguglaš ali pa če GPT vprašaš, kaj so digitalni trendi pa tehnologije, ki so na udaru, ki prihajajo, tih en kup ven vrže. V tujini se o AR-u pa VR-u ful govori že par let, medtem ko v Sloveniji, ne vem, mogoče imamo Peter drugačne izkušnje, tega skoraj nič ni. In je ful pomembno, ko gledaš, kjer tehnologije prihajajo, da tudi pogledaš, na katerem trgu ti deluješ, a ne. Če ti deluješ na slovenskem trgu, so določene tehnologije pač neprimerne, po domače povedano, za naš trg, tudi zaradi stališča velikosti trga, implementacij itd. Če si ti slovenski, recimo IKEA ima ful dober AR aplikacijo za shopping, the best, ampak zaradi tega, ker IKEA je prisotna na zdaj, ne vem, 100 različnih državah, njim se splača vložiti ogromno denarja v razvoj te aplikacije in so to naredili. Medtem ko če vzameš enega slovenskega trgovca, ki je prisoten tule v Sloveniji, ali se mu splača vložiti 100, 200, 300 tisoč v dober AR app, vprašanje če. In velikokrat tehnologija že takoj na tem nivoju pada. Slovenija je majhna, trg je majhen, pa še lokacijsko smo si blizu, a ne. Če jaz živim v Londonu, do najbližje IKEA, moram s Subwayem uro pa pol v eno smer. Ja, IKEA klele imam jaz 15 minut stran, pa je Ljubljani, ampak vzamemo Merkur, ki je spet tako omenil. Merkur je, ne vem koliko ima poslovalnic, 30 po Sloveniji. Na pamet rečem. Z lahkostjo se odpelješ v fizično poslovalnico in to je pa ta drug barrier, ker zelo veliko tehnologij, recimo kot je location-based SEO ali pa location advertising, ki v Ameriki ful deluje, pri nas nima osnove. Tako da ta trend, kar ga mi zaznamo, je skoraj da ni ga v Sloveniji. Ne vem, mogoče ima Peter kaj. Eno pri vas, je kaj drugače? Ja, mislim, jaz imam take bittersweet, pa bolj bitter kot sweet spomine na to, no. Mi smo že 5-6 let nazaj prinašali velike kampanje naročnikom, sploh tem regijskim večjim, ampak tako, kot je Andraž rekel, razvoj je bil to hitro 150 tisoč, 200 tisoč evrov. Pač predvsem v FMCG-ju smo videli nek potencial, kamor se zadeva razvija, tudi zaradi blockchaina in podobno, zaradi neke sledljivosti. Bom rekel, in ta AR je bil mogoče še nek obvod tega, ki je bil cenejši kot blockchain razvoj takrat, ampak vsekakor, bom rekel, razen kakšne IKEA pa Lega, ne, ampak ker so spet globalne zgodbe, pa še ene par jih je seveda, v Sloveniji ali pa tukaj v regiji ni nikjer nič zaživelo, od AR-a govorim, ne. Kljub vsem našim trudom in naporom smo vedno rekli, so na koncu naročnik rekel, to pa se nam ne splača dati. Hočemo imeti, ne, ampak se nam ne splača dati. Ja, se na koncu je logično, ne, ampak
moraš pa za dobro blagovno znamko narediti dobro zgodbo, ne moreš neki polovičarsko se iti, ne. Več je bilo teh kakšnih VR zadev, ne, to smo tudi mi veliko delali, recimo, ali bodisi za Pepsi, Pošto Slovenija, še ene par teh brandov je bilo, ki so od razstavnih prostorov do bom rekel, nekih virtualnih zgodb, ki so se zadnji potem tudi programirale in uporabljale. Tisto je zaživelo, ampak še enkrat, no, jaz mislim, da ta retail pa AR, to sigurno je prihodnost in definitivno bo prihodnost in v drugje po svetu že marsikje tudi to živi. Pri nas je pa zaenkrat to še zelo v povojih in vprašanje je tudi ta stroškovna komponenta, ne. Večja verjetnost je to, da bo, ne vem, Aldi recimo globally naredil neko zgodbo, pa jo bo slovenski Hofer dobil, ne. Prej kakšna ta varianta, kot da se bo to razvoj zgodil v Sloveniji, ker vemo, da tudi Slovenija za sam razvoj glede na, bom rekel, delovno silo in višino plač ni optimalna, ne, bo šlo prej v kakšni Bolgariji se bo to zgodilo, ne, ali pa Makedoniji ali pa kje, ne. Jaz mislim, da AR, po moje težko, VR ima več potenciala, ampak mogoče VR niti ne stališča razvoja from scratch, iz nule, da bojo ne vem kaj delali, ampak stališča uporabe tehnologije, pa virtual meetingov, kot je Peter rekel, za spremembo prodajnih procesov, predvsem v B2B-ju. Ampak le, jaz mislim, tehnologija obstaja in super deluje. In med korono smo vsi to probali in ker smo na Zoomu, deluje. Ampak da v to resno spremenili, bomo mogli pa spremeniti se najprej mogoče, kako naj to rečem, B2B-ovci, da začnejo malo, ni treba, da jaz dam 50,000 evrov za razstavni prostor na sejmu, pa da sem na vsakem sejmu prisoten. Lahko to naredim na drugačen način, tudi preko digitala. In je bolj skalabilno in cenejše in bolj agilno. Ampak le najprej vedenjsko treba en spremembo narediti, oziroma mindset spremeniti. Tehnologija že obstaja. Tukaj je ena taka zelo dobra analogija s tem, ne, ravno kar si omenil, ne, je trgovski letak pa virtualni letak, ne. Še vedno smo podjetja zmečejo milijone za fizične letake, ki jih dobimo od trgovca noter po pošti, ne, ampak po drugi strani si pa noben ne upa prvega koraka narediti, pa totalen kat tam narediti, ne, zaradi tega, ker če bo kat naredil, ve, da bo toliko in toliko imel upada, ne, in s tem, ko prihaja mantra sustainability-ja, tukaj se bojo določene stvari lahko spremenile, kar se pa VR-a tiče, pa Metaverse, ne, Metaverse je takšna zgodba, ker ravno to, ko omenjaš, razstavni prostori ali pa tudi kakšni virtualni sestanki, no takrat bo pa to zaživelo malo bolj, ampak to pomeni, da bo ta platforma globalno narejena na subscription model, kjer boš ti registriran noter, tista očala boš imel in se boš joinal na ta način, ne. Najverjetneje tako, ne, pri nas, da se bo to razvijalo, se pravi, je pa spet so zadnji malo večji denarji in potem se hitro to ustavi, ne. Gremo naprej, ker veliko govorita, tako da nismo, imamo še majčkeno, še pol urce. Gremo naprej, pa rečemo, kako se je oziroma se bo prijelo glasovno iskanje, ki je seveda prišlo ven po izdelavi teh Alexe in Google Homa. Pač navaja se kot nek velik trend in kaj pravita, bo to se je prijelo oziroma kako so podjetja že zakorakala v to smer? The best je. Jaz sem celo stanovanje na glas. Google Home zintegriran s celo smart home. Ampak, če gremo gor, pač je trend, imamo device, a se uporablja, jaz mislim, da še ne skozi čas, ko bomo Z generation, pa mlajše generacije, postaje malo starejše, jaz mislim, da bo to veliko bolj v uporabo prišlo. Težko bomo našli, vse vemo, vsi v YouTube smo videli italijansko babico, ki je govorila, Google, Alexi, Google Arms, hilarious. Težko bomo naše starše, pa babice, pa detke navadili na to, da bi resnično to uporabljali. Zase vem, jaz ful uporabljam že to, mlajše generacije še bolj to uporabljajo, ali obstaja že marketinška aplikacija oziroma implikacija tega v dejansko proces, deloma ja, se pa stopnjuje. Se pa treba danes prilagoditi temu, da imaš ti predstavljeno celostno infrastrukturo, pa ne to tehnološko, kot govorimo, da imaš tekste prilagojene temu, da boš sploh Google te zaznal, ali pa Alexa na drugi strani.
To je en postopek, ki ga pa moraš že danes začeti pripravljati. Peter, bi kaj dodal? Ne bi veliko dodal, ampak se absolutno strinjam. No. Pač tudi jaz veliko voice uporabljam, ker mi je pač praktično hitreje in ne vem, tudi v avtu lažje ali pa še kje drugje. Vem pa, da sem bral da trend kaže, da se bo iz 2023 na 2024 sam na Google število voice searchov podvojilo. Ne. Zdaj pa ne vem, mislim, da so bile cifre nekje 4 milijarde, da je bilo v letošnjem letu, da predvidevajo, da bo potem 8 ali 8,3, ne vem, nekaj takšnega. Ampak definitivno je to trend, no. Trend, v katerem je treba razmišljati, ki tudi olajša marsikomu, ne, tudi kakšnim ranljivim skupinam, kakšen search, ne. Pa ne samo, bom rekel, na računalniku, telefonu, ampak tudi v kakšnem fizičnem prostoru, ne. Tako da to definitivno bo neka prednost, ne. Mislim, poglejmo samo Ameriko, vse gre proti Ameriki. Ameriki je večina iskanj, ki se zgodi na Google, je voice searchov. Že par let. Tako da, we are getting there in če zdaj napišeš noter nekaj, tipkaš na Google, boš zelo skop pri nizu, kaj boš na par besed, boš na 2 besedi ali 3 besede, ponavadi napišemo. Voice search poveš cel stavek in je veliko bolj natančen. Podobno kot greš v ChatGPT, ti mu daš cel prompt, vse ozadje umetne inteligence v obeh primerih, no, da bomo honestly, in če hočeš, da zdaj ti Google še zmeraj te bo prvega pokazal, boš mogel zelo natančno za vsebino odgovoriti na to vprašanje, zelo specifično vprašanje od uporabnika. Če tega nimaš, te vsebine na spletni strani, si za Google mrtev. In če si za Google mrtev, tudi te uporabnik ne bo najdel. Zdaj se pa zgodba konča. Ok. Šibamo dalje. Zasebnost podatkov. Kako se bo digitalni marketing razvijal, glede na to, da se neka zaskrbljenost glede zasebnosti se povečuje, hkrati se pa v bistvu skozi vedno bolj povečuje tudi neka ta personalizacija in pač zbiranje podatkov. Kako bo to nekako, da rečem, zbalansirano, no? Pero? Mislim, jaz sem imel že pred kratkim, z eno multinacionalko, ko delamo v večjih državah z njo, cel audit in na tem GDPR-a in vidim tudi evropska direktiva, kaj kaže, kam grejo zadeve. Ja, pač seveda bo ratalo zahtevnejše, ne, pač pustimo firewall, VPN in ostale stvari, ki so itak neka osnova, ampak tudi bom rekel, že to gre tako daleč, da moraš imeti na mizi clean desk policy, ne. Da nimaš gor nobenega imena, nimaš nobenega podatka, da ti lahko naključno pridejo preverjati in tako dalje. Se pravi, urejene seveda vse pogodbe s podizvajalci, izvajalci, kakorkoli, ampak tudi ta consent bo lahko postal zelo občutljiva stvar, no. In tudi AI bo, po mojem, kar se Evrope tiče, zelo hitro še dodatno reguliran na področju varnosti podatkov, zaradi tega, ker je tukaj že tako malo večji strah, no. Jaz sicer tudi menim, da gremo malo predaleč v določenih stvareh, ne, zaradi tega, ker smo svoje podatke od številke GAT naprej smo že zaupali in Google in Apple in še marsikomu drugemu, ne. Zdaj bomo pa bolj papeški od papeža, ne, ampak ja, žal so se tako odločili. Jaz mislim, da glavni izziv prehaja ne pri tem, kako bomo to uredili. To bomo že uredili. Bo tudi par podjetij, bo od tega spet dobro zaslužilo in podobno, ampak bolj se gre za to, da bomo mi znali ne upočasniti svojih delovnih procesov. To bo največji izziv, ne. Zaradi tega, da ne boš ti, namesto da si agilnejši, ker take stvari te delajo manj, bom rekel, konkurenčnega dejansko, ne. Ker boš ti porabil vsaka oseba na dan, ne vem, 1 uro za to, da bo zadostil, da bo GDPR compliant in potem bo rekel, ok, kljukca, zdaj pa začnem delati, ne. Tako da, tako bom rekel, malo je zopet taka bittersweet zgodba, ne, ki, bom rekel, kakšen bo pa epilog tega, bomo pa videli, no. Ampak ja, seveda se bomo mogli v štartu prilagoditi, ker so kazni tudi do 10% letnega prometa podjetja, ne, ker verjetno bi malo podjetij preživelo, ne, 1 ali pa 2 kazni, ne. Ja. Jaz sem zelo rad imam Slovenijo in zelo rad imam Evropo. To je zdaj začetna. Ampak, če sem zdaj malo radikalen, če bi zdaj na nov film odprl, bi ne bi odprl Evropi, pa screw Europe, ne? Ker tako, kot je Peter povedal, pač, mislim, it's a disaster, ker smo hendikepirani v nulo. Stališča podjetja, ne? Ti si trgovec, predstavljaj si, da si ti na trgovec in prodajaš whatever. Kaj bomo prodajali? Dajmo se zmisliti. Gume bom prodajal.
če si v Evropi baziran, imaš vse to regulativo, da, oh my god, ne smeš personalizacije skoraj da delati, targetiranje ne moš, marketing delati, ni česar, sploh s tem, ko so še cookie ukinili. Sprav nič, sem čist na črnina je temu zame. Na drugi strani imaš pa Američane, pa tudi tam se zdaj počasi gre v to smer, ampak Kitajce, pa gotovo bojo Nigerijci malo še, ki prodajajo iste gume, ki Peter je pa uporabnik, in napiše na Google, jaz rabim te pa te gume. In pride na mojo spletno stran, ki pač ne vem, kdo je Peter, ne vem, kva rabim, rečem, Peter imamo vse, pa pride na nigerijsko, kitajsko ali pa ameriško stran, ki je rekel, živijo Peter, jaz vem, kje avto imaš, vem, koliko časa imaš te gume, pa vem, kje si se vozil, pa vem, koliko kilometrov si naredil po Makedamu, pa po snegu in ti personalizira celo izkušnjo, kje boš kupil. Zelo simpel, ja. In it's a disaster, to je na eni strani. Na drugi strani zastopam pač, zakaj se to dela. Evropa je izredno stroga pri regulaciji, bolj papeška od papežev, je pa in the middle gotovo tisto, kar je prav. Preveč, mogoče zahodni svet, Amerika je bila preveč razpoščena, pa tudi oni grejo v to zdaj smer, da bojo to regulativo postavili. Kalifornija je že, zdaj počasi ostale zvezne države sledijo. Jaz mislim, da sredina je nekje v tem, da bomo blagovne znamke in podjetja našli eno sredino, ki bi jaz rekel human first podatkovna izkušnja. Ker bomo uporabljali podatke, ampak v prvem vidiku z aspekta uporabnika, kupca na koncu, da ga ne zlorabljamo, ampak da uporabljamo podatke tako, da bomo izboljšali njegovo uporabniško izkušnjo pri nakupu, ali pa celo across the lifespan, se pravi življenjsko izkušnjo. In dokler bom še kar nekaj časa pretekel, zato ker regulativa je preveč stroga in mislijo se vsi regulatorji v Evropi so mislili, da bomo pa GDPR uvedli, bojo pa vsi uporabniki rekli, to je the best. Če pogledaš, kdo sprejema piškotke, no sam ja, vsi klikamo, nič več ni ono, jaz pa razmislil, kjer bi, sploh nima efekta, razen da dejansko slabša osnovo za gospodarski razvoj podjetij iz Evrope. To je to. S tem, da so podjetja že avtomatsko izgubila 90% baze, ki so potrebovala consent. Ja. Že to se izgubilo 90%. Ja, Userji pa nič niso zdaj, v teoriji kao smo jih zaščitili, ali pa so jih zaščitili, ampak vsi se prodamo za 5 centov, na Facebooku bom povedal število gat, številko gat. 5 centov mi dajo. Torej moramo najti neko in the middle med neko evropsko prezahtevno regulativo in nekim... Mislim, ne, regulativi bomo mogli slediti, ampak pač najdeli bomo med temu, kar zdaj počnemo, ali pa ne mi ne več v Evropi, ampak se svet počne, dajmo pokrasti vse podatke, dejansko pokrasti vse podatke od userjev, do tega, da vzamaš tiste podatke, seveda s konsentom, ampak tiste podatke vzamaš, ki dejansko rabiš za to, da mi jaz stepne Elvisa izboljšal tvoje življenje. Ne samo zato, da ti bom več prodal, pa te... Sem razumela. Dobro. Gremo naprej. Gremo še, da se malo dotaknemo, kateri kanali, platforme so trenutno in ali pa ne in, kako se bojo, da rečem, razvijali v prihodnje. Dajmo, Pero. Ja, tako, mislim, in so itak, bom rekel, ta klasika, bom rekel, Meta, Google in tako dalje. Zdaj tudi glede z AI-jem, tudi Bing mogoče postaja rahlo zanimiv. Drugače pa, bom rekel, te klasike so še TikTok, Reddit, WhatsApp, Viber. Predvsem pa mislim, da bo šla stvar precej v lastne kanale in lastne komunikacijske platforme podjetij. Vse podjetja že dosti delajo na tem in bodo še bolj, ker bodo videli, da tukaj bodo, bom rekel, na lastni vrednosti največ delala glede kontaktov in podobnega.
Verjamem pa, da bodo Meta in Google bosta predvsem čez čas postala generatorja prometa na lastne kanale, ne? Ali bodisi na e-com, na spletna mesta in podobno, kar pa ne spremeni dejansko nobenega dejstva, da bo še vedno treba generirati oglase, delati kvaliteten content na vseh omrežjih, da bodo tudi blagovne znamke ostale ali pa, bom rekel, postale zaupane vredne za potrošnika, ne? Tako da jaz mislim, da splet tega lastni kanali, s tem, da se bo trafik bo pa še vedno ali pa še bolj potekal čez, bom rekel, Google, Meto in tako dalje. Pa seveda TikTok in ostale platforme, ki prihajajo glede na Gen Z, generacijo Alfa in to, kaj se dogaja, ne. Jaz se zelo strinjam s tem, kar je povedal. Treba je razmislek narediti sam, kaj dolgoročno tvoj strateška pozicija, ki hoče zavzeti, ker namreč, če temeljiš tvoj celotni digital večinoma na plačljivih kanalih, Meta, Google, TikTok, YouTube itd., si v velikem riziku. Prvič, ker to niso tvoji kanali, to tam ti kupuješ in v vsakem trenutku oni lahko odrežejo stran ali te ukinejo račun in you're dead. Po drugi strani pa cena za zakup teh medijev narašča skozi leta. Tako da razvoj lastne CRM baze in skozi CRM bazo potem nagovarjanje potrošnikov skozi lifetime, dvigovanje frekvenci, dvigovanje retentiona oziroma preprečevanje črna sta en od drastičnih ali pa glavnih ukrepov, ki bi jih mogli začeti malo razmišljati pa bolj strateško jemati v nekakve plane. Na drugi strani pa se pravi, zdaj smo generirali en obisk na spletni strani ali pa znotraj mobilne aplikacije ali pa karkoli. Druga stvar je pa, ko uporabnik pride na aplikacijo, ko pride uporabnik na spletno stran, kaj bomo z njimi naredili. Temu se čisto premalo posvečajo podjetja. Se pravi, imam 100,000 userjev na pageu, kupijo pa 3. There's something wrong. Nehajte vlagati še 100 evrov za dodatnih 100,000 userjev na pageu, če noben ne kupuje. A je problem uporabniške izkušnje, problem tehnologije, problem izdelke, problem pricinga na samem pageu. S tem je premalo. Se pravi, fokus na dejanske konverzije. Okay. Glih Peter je se dotaknil generacije Z, ki prihaja zdajle, da rečem, v ta leta, malo mlajši so od nas, glih malo v neko kupno moč. In seveda vsi vemo, da so precej drugačni. Kakšne strategije, kako se lotiti, kako jih nagovarjati? Kakšne izkušnje imata? Andraž? Se spomeni, sem jih Petra hotel nominirati. Lahko tudi. Boš ti več gotovo povedal. Mislim, generacije za prvo, kar je, se treba zavedati, da so pač, ne da so malo mlajši, pa tudi malo mlajši, imajo predvsem drugačne navade. Zdaj bom samo par drastičnih. Televizije nimajo, oziroma analogne televizije ne gledajo, se pravi vse TV oglasi not gonna work. Veliko bolj so kritično do blagovne znamke, veliko bolj cenijo trajnost, veliko bolj cenijo dejansko, kakšne so vrednote blagovne znamke, in vsem temu je treba prilagoditi strategijo komunikacije in izbiro kanalov, preko katerih nagovarjaš. Kar se tiče samih kot ne rečem, oblik formatov oziroma oblik informatov na digitalu, so pa navajeni na to, kar stare generaciji se nam kar zdijo videi in to kratki videi, reelsi, ki so posneti zdajle, ne da je scenarij napisan, ampak krepi shit video deluje bolj kot pa dodelan video, podcasti in podobne zadeve. Vse, kar bi prej rekli, to mora biti perfektno, ne, do it. Samo zato, da narediš, v redu je, pa super delovalo. Ja, se strinjam. Ključno je tudi njih, tako si omenil, treba nagovarjati native. Se pravi, neka pristna, iskrena komunikacija, pa včasih je tudi bebasta, kakorkoli, ampak to bojo gledali, ker jim je zanimivo nekaj drugačne.
Glede na to, da so že skozi telefonom, so se že tako rodili, bo tudi to en zelo velik izziv pri tranziciji, kar se tiče klasičnega TV-ja. Ker zdaj prihaja tudi Netflix bo business model spremenil, ne bo več subscription model, ampak boš dejansko imel tako kot YouTube, ker boš imel ti oglase noter, pa ne boš rabil plačati mesečne naročnine, oziroma boš plačal, pa jih ne boš imel. Kar pomeni, da se bo tukaj ne samo Gen Z spreminjale zadeve, ampak tudi se bojo spreminjale pri starejši generaciji, ker vemo, da je populacija, ki gleda zdaj Netflix, najbolj raste 45+. Tako da, se pravi, TV bo tukaj dvakrat jih fasal, enkrat zato, ker novih ne dobiva, na drugi strani pa, ker bom rekel, korporacije spreminjajo subscription model. Zdaj, kar se še Gen Z-ov tiče, pač zavedati se moramo, da je vrednotni sistem, kar se tiče dela in funkcioniranja pri njih drugačen, kot je bil pri naši generaciji. So se pripravljeni bolj involvirati, ampak bodo motivirani samo toliko časa, dokler bodo imeli občutek, da se z njimi ukvarjaš. Se pravi, in se bojo tudi toliko časa bojo aktivni, dokler se bojo oni s tvojo komunikacijo poistovetili. In ker so vizualni, zato so te šorci, pa rilsi, pa vse živo, pa native, moramo zelo paziti, kako targetiramo, kaj targetiramo in kdaj targetiramo, ker tudi vemo, kdaj so oni načeloma gor, pa kdaj je kdo drug gor. Zdaj, veliko vpliva na njih imajo pa tudi influencerji. Zdaj, influencerji so pa spet ločena zgodba, in bojo blagovne znamke tudi zelo pametno mogli te influencer marketing pri sebi graditi, da bo zadeva zanimiva za njih in da bo po drugi strani tudi kupna moč po tem blagovnem znamkam rasla. Je pa še ena stvar je mogoče, Gen Z so sigurno bolj naklonjenim brandom who cares, se pravi, da jim ni vseeno, pač da jim ni vseeno za svet, da so, bom rekel, da so bolj sustainable, da so bolj strpni in so tudi zaradi tega bolj odločeni. Zdaj, če se blagovna znamka ne bo njim prilagodila, oni se nje sigurno ne bodo. Tako da tle bo treba, bom rekel, marsikaj upeljati noter pri strategijah blagovnih znamk in poslovnih modelih. Je pa res, da tudi oni, po moje, ta Z generacija bo mogla prijeti malo ali pa past na trdna tla. Se mi zdi, da predvsem s tem, kar sem omenil, pač oni živijo od influencerjev, pa se vemo, to so bili res cases že v Ameriki, ker pač obstajajo res duševne motnje in otroci so delali samomore zaradi tega, ker so bili, mislim, perfect life, ampak nimam takega life, kot influencer, ki pa fake. Samomor so delali otroci zaradi tega. In jaz mislim, da influencerji so na eni strani the best, na drugi strani pa je tanka meja, kdaj ti ustvarjaš navidezno resničnost, ful dobro, navidezno resničnost, veš. In jih bo tudi malo prizemljili, ko jo prišli v resno službo, ta prva generacija že dobijo resno službo, pa ko jo mogli iz mobitela se vsi za računalnik pa nekaj delati, kako, zdaj moram biti primit pa delati. Ja, tudi to. Mislim, vse se tudi delovno okolje spremenilo, ampak vsi se bomo mogli, mi se bomo mogli na njih navaditi, prilagoditi komunikacijsko strategijo, oni pa tudi. Cool. Dobro, zdaj imamo še par minutk. Govorili smo skozi v bistvu cel čas o nekem tema AI-ju in tako, in vsi bi ga uporabljali in vsi bi se malo igrali, ampak ga v resnici zares ne znajo. Pa recimo, koliko se lahko podjetja pripravijo ali pa katera znanja in kompetence so nekako nujna za prihodnje. Recimo, kako vidva, ne vem, pripravljata svoje zaposlene na neka prihajajoča leta. Peter. Jaz predvsem jih pripravljam v smeri, da morajo biti odprti za spremembe, in da sprememba ni takoj grožnja, ampak da sprememba je lahko tudi priložnost, se pravi, ta na poln kozarc, to je neka osnova. Zdaj, kaj prihaja od raznega metaversa, pa povezava z blockchainom, pa AI, machine learning, VR, AR, karkoli, ali pa voice search, vse na koncu je vse, kaj prihaja. Pomembno je, da kako znamo mi se transformirati, takrat, ko je potrebno se transformirati, ker pomeni, da firma mora biti agilna, vitka, da lahko funkcionira, da se hitro obrne. Zato tudi ta startupovska logika ali pa scale-upovska logika je zelo pomembna in bo postala še bolj pomembna za vsa podjetja, ki bodo hotela prosperirati na dolgi rok. In tudi velike korporacije so marsikatera postaja zelo agilna, ker je
presenetljivo in marsikatero srednje podjetje še vedno ostaja neverjetno počasno, kada se ga nič ne tiče, ne? Ampak tista bodo imela potem najgloblji padec na koncu, ne? Tako da biti pripravljen sprejemati stvari, pa na koncu dneva ne se bati, ne? Ampak se izobraziti, ne? Jaz mislim, da je ključno je znanje in ključno je vlaganje v znanje, ne? In če bomo to delali, pač jaz mislim, da ne bo težav. Andrejaš, ti si rekel, Ja. da ni pravi čas biti povprečen marketingaš. Ja, si prebral. Se pravim, da te stokam, kaj ne rečem. Absolutno, pač jaz mislim, da tako, kot Peter rekel, ni važno, kjer je tehnologija. Mogoče se zdaj naučiš AI-ja, ampak that's not the point. Point je, da moraš biti vedno s korakom ven iz cone obdobja in biti pripravljen se učiti. Always be learning, ali pa never stop learning. Iz vsake situacije se nekaj naučiti in spremljati nove tehnologije. Biti agilen in predvsem, jaz mislim, kompetence. Seveda je kompetenca tudi znati programirati. Kompetenca je znati spisati prompt za ChatGPT. Kompetenca je tudi obdelava podatkov. Vse to se lahko naučiš, ampak gore imaš še eno višji nivo kompetenc. In to je, da si organizacijsko, kot organizacija, kot podjetje in kot ti, agilen in sposoben dejansko stopati naprej. Ne ostati tam, kjer si. Če tega ni, ta sploh del ne more funkcionirati. Odlično. Dobro, sam pogledam še, ker imamo še par minut, kaj je imel kdo kakšno vprašanje. Jernej je tam nekaj sprašal. Kaj je Jernej? Kako krajšate razkorak znotraj ekipe? Vedno eni člani težko absorbirajo nove tehnologije, kako jih spodbujate? In kako to naredite s stranko? Miks timov na hiter. Kako? Mešanje timov med sabo, se pravi, ja, eni so vedno bolj dajmo nekaj novega, eni se pa Aha, da jih pol zmešate z unimi, ki so... Mešaš jih, eni so bolj napredni ali pa bolj napredni, bolj dovzetni za ene stvari, drugi za druge. Če jih mešaš med sabo in rotiraš time in jih vključuješ noter, načeloma kot organizacija napreduješ naprej. In pol že oni, ki so tudi malo bolj skeptiki, vidijo, da tukaj pa mogoče tudi priložnost. Včasih je tudi dobro imeti kakšnega skeptika, to je, če gremo čisto na onih 7 klobukov razmišljanja, je čisto prav, da imaš in bel in na drugi strani čisto črn klobuk gor. Zdaj imamo vsi v eni utopiji živeli, kako bo lep svet, ko bo rabaš enega, da je no. Zato, ker realnost je nekje vmes. Nekje vmes. Jaz se strinjam, jaz tudi delam popolnoma enako, oziroma bom delal, zaradi tega, ker pri nas je sploh še ta specifika, ker nismo 100% digitalna agencija, ampak imam miks ljudi čisto iz offline sveta, ne. In kaj se na koncu kaže? Ja, mešanje timov, absolutno, zaradi tega, ker se eno drugega učijo in tudi dobijo neko zanimanje, pa nek poglobljen pogled, ki ga potem tudi marsikaj pritegne, pa po drugi strani, da mu daš tudi usmerjena izobraževanja na delu, kjer mu manjka, ne. In če to kombiniraš, je to tista prava stvar, zaradi tega, ker potem sem že videl, da čez čas so že nekateri, ki so se najprej zelo upirali vsakem digitalu in vsaki spremembi, zdaj že kar sami pridejo s kakšno idejo, pa že sami kakšno stvar predstavijo, pa reče, to bi pa tudi mi lahko uvedli, ne? In se mi zdi, da je to tista prava pot, ne da jih silaš, ampak da dejansko jim pokažeš, da je tudi za njih dobro, ne glede na to, a so danes pri meni, pa bojo čez nekaj časa nekje drugje ali pa na svojem, kakorkoli, ampak zelo pomembno je to, da so pripravljeni na spremembo, ker drugače, če jih enkrat čas povoz, potem si, bom rekel, nezanimiv za trg, ne. Bodi si kot podjetje, bodi si kot posameznik. Top. Imamo še točno 2 minutki časa. Andraž, sicer sem ti hotela nameniti 1 minuto, ker si nas hotel malo pošolati o data science in o podatki. Vem, da si tako zelo, ali pa ti dam, a boš v 1 minutki kaj povedal, ker vem, da te to driva. Na splošno o AI-ju zdaj govoriš? Ne o AI-ju, ti si govoril o podatkih, No, zdaj o temu, pač o ok, ja. Ne, pa sej mislim, ajde v minuto in na hiter. Pač, kar mi vidimo, mi smo imeli ful že 2, 3, 4 leta nazaj velike AI machine learning projekte. Projekt traja 9 mesecev, od tega 6 mesecev pucaš podatke, pa zbiraš podatke. In mi imamo vse te produkte skoraj na policiji, jih ne pušamo toliko ven, zaradi tega, ker ključni problem večine podjetij je to, da podatkov ne zbirajo
sistematizirano zbirajo in nimajo urejenih. In ti se ne moreš nobene umetne inteligence, nobenega machine learninga nič jeti, če nimaš urejenih podatkov. Tako da moj prvi nasvet bi bil, dajte resno pristopiti k tem, da imate pregled, kateri podatki bi radi zbirali, kje se zbirajo, kdo jih zbira, se to tudi malo že evropske direktive zahteva od vas, no? In kje je centralni sistem pool teh podatkov. In da je v tem sistemu podatkov, te bazi, po domač povem, bazi podatkov, da so pravilno strukturirani, da enkrat, ko se je te odločila, ne, zdaj bi šli pa na AI, imate osnove. Ker zdaj se v AI-ju ful veliko govori, dejansko je pa to ta 4., 5. korak. In če se danes odločite, boste rabili še 2 leti, da boste prišli do kje, da lahko začnete z AI projekti, resnično. Pa ne govorim, zdaj sem spremljanje zajemajo podatke spletne strani, pa Google Analytics zajemamo CRM podatke, če si Merkur kartice ali pa Lidl ima tudi kartice in podobne zadeve. Vse to, kje in kdo združuje. Pa ne mi imamo v PDF-ju ali pa Sprinten, to doesn't count. Nekaj, to smo dejansko dobili, od unga naročnika, prvega smo dobili pol, kaj sprašoval, se pravi, mi smo tudi medijske podatke hoteli dobiti za eno analizo in je ena medijska hiša poslala sken dokumenta. Ja, kva ne zdaj? Pretipkam jih, kaj? Ok, za zaključek, zaključna misel, 3-5 stvari, znanj, ki jih mora imeti vsako podjetje, ki želi rasti v letu 2024. Pero, kaj je nujno? Jaz bom rekel, da je nujno predvsem to, da je konstantno prisotno strateško razmišljanje, zasledovanje poslovnih ciljev, ki so, bom rekel, tudi zastavljeni v skladu z vizijo, nekim poslanstvom in vrednotam, to, ki velja že, ne vem, od nekdaj, ne, že od prvega podjetja, ki se imenuje Cerkev, v glavnem do danes in še vedno bo to veljalo. In se mi zdi, da potem ne glede na to, kako je pa potem s temi tehnologijami, ki prihajajo, je pa treba biti sam, bom rekel, on it in spremljati stvari, se izobraževati in tudi pogledati, kaj je koristno zame in kaj je zame balast. Ker to je ključna stvar, ker s tem, ko bom rekel neko usmerjeno razmišljanje bo zelo pomembno zaradi tega, ker drugače bomo imeli 500 stvari. Mi smo imeli naročnika, ki je v enem dnevu hotel imeti, najprej je bil proti vsem družbenim medijem, potem je hotel imeti pa iz danes na jutri vse. In potem, ko si mu hotel dopovedati, da je to za njega slabo, je raje konkurenco vzel, ki mu je prodala vse samo zato, da mu je prodala vse. Ne? In jaz mislim, da je ključna stvar je ta, da moraš ti vedeti, kaj iščeš, kaj hočeš imeti, razumeti stvari, pa na drugi strani imeti dobre partnerje, pa dobre strokovnjake, ki ti bodo svetovali, brez da imajo figo v žepu. Evo, toliko. Lepo. Andraž, zaključna misel? Ja, jaz bom za konec veliko bolj konkreten, ali pa nam bo. Ja, bom probal biti bolj konkreten. Prvo bom rekel, stopite ven iz to neudobja. To je prvo. Drugo je, razvijati, začnite svoje kompetence. Tretje, stališče podjetja, začnite zbirati podatke. Četrto, govorili smo o mladih, Z generationu in pa tudi starejše generacije. Začnite graditi in razmišljati o razvoju blagovne znamke na spletu, preko novih kanalov. In peto je, offline še zmeraj deluje in še zmeraj živimo v offline svetu. Treba je začeti strateško razmišljati, ali pa ne razmišljati, ustvarjati omnichannel izkušnjo uporabnika, kjer povezujemo online in offline kanale. Ne, da sta to dva svetova, ki se med sabo ne znata pogovarjati. Odlično. Najlepša hvala za vajin čas. Gremo naprej. Mislim, da je naslednji panel Jernejev, tako da Jernej prevzemi.